Nina hoče vse racionalizirati. Ne, ampak enih stvari se racionalizirati ne da. In tukaj pa jaz nikoli v življenju ne bom, oprosti, to me je pa kar šokiralo. Na kateri strani si ti? Ja. Prosim, a si ti na strani? Halo? A ti to resno? Čau, jaz sem Nina. Čau, jaz pa Maša. In to je nova epizoda podcasta A ti to resno? In november je končno. Jaz ne moram verjeti, da smo že novembra. Jaz tudi ne. Dejansko cel mesec je šel že mem. Ja. Najne prve 3 epizode so že vzunaj. Tako da, če še niste pogledali, poglejte. Tematika je bila creepy oktober, Halloween, Tako. vse noč čarovnic. In zdaj je pa čas za študentske zgodbe, zato ker oktober je bil prvi mesec novega semestra, v bistvu. Študijskega leta. Novega študijskega leta. To je. In ja, so si rekli, mogoče je zdaj ta prav cajt o tem govoriva. Tudi kakšne dijaške zgodbe prav pridejo konec koncev, september se je tudi Vse. lih končal, a ne, bi Tako. lahko rekli. Tako da, ja, to je tema današnjega dne. Če imaš kakšno svojo zgodbo, nam napiši na TikTok, Instagram, mail, atitoresno, podcast@gmail.com. Torej, hej, stara sem 23 let in vozim majhno Hondo. Običajno na faks vozim svojo prijateljico, Teano, ki je stara 22, ampak živiva blizu in tudi hodva torej na isti faks. Dogovorili smo se, da mi vsakih 14 dni pomaga s stroški za bencin, jaz jo pa poberem na poti. Prvi mesec je vse potekalo brez problema. Potem pa je začela non-stop zamujati. Vsakič, ko sem ji poslala sporočilo, sem zunaj, je trajalo 10 ali 15 minut, da je prišla ven, včasih še dlje. Trudila sem se biti potrpežljiva, ampak zaradi nje sem začela sama zamujati na faks. Profesorici so to začeli opažati in mi začeli težiti, zato sem se odločila, da moram nekaj reči. Prejšnji petek sem jo opozorila, da bom čakala samo 5 minut, ker si ne morem privoščiti še enega zamujanja. Ko sem prišla, sem ji poslala SMS, sem tukaj, odgovorila je samo sekundo, po 5 minutah sem jo poklicala, nič. Počakala sem še minuto, jo poklicala še enkrat, spet nič. In sem pač odšla. Kakih 15 minut kasneje me je zasula sporočili, da sem jo pustila na cedilu, da je morala hoditi peš po vročini in da je zamudila začetek svojega predavanja. Opravičila sem se, ampak sem ji povedala, da sem jo že večkrat opozorila. Rekla je, da bi morala vseeno počakati, ker tako delajo pravi prijatelji. Od takrat ne govori več z mano, pa še skupna prijateljica mi je rekla, da sem bila mogoče celo prestroga in bi lahko počakala še 5 minut, da bi ohranila mir. Zdaj se sprašujem, sem bila res preveč stroga glede tega? Saj razumem, da se včasih kaj zgodi, ampak imam občutek, da preprosto ni spoštovala mojega časa. Alo, sam nekaj. Ja. Zamenjaj friend grupo. Celotno friend grupo. To je bil moj odziv. Prosim, vse zameni, ne Ja. samo te frendice. Tudi uno, ki ti je rekla, da mogoče si bila malo prestroga ali kakorkoli. Ej, sorry. Vse, jaz bi zamenjala vse. Jaz tudi, Pa to, da pa blokirala. Točno to. In to, da se sploh sprašuješ, a sem jaz mogoče zdaj kreten, a sem res malo preveč tako odreagiral. Absolutno ne. To je taka manipulacija, Ne. pa da ti reče, tako se obnašajo pravi prijatelji. Prav, pravi prijatelji zaradi tvojih napak pokasirajo na faksu. Ja, To so kao pravi prijatelji. to so kao pravi prijatelji, ne, to so toksični Prosim? prijatelji, ki se jih je treba znebiti. Ja. Res. Pa jaz sem imela že dosti takih iskreno v lifeu tudi. Daj ne govori, Tako da tole grozno. meni kar živc dvignil, ko sem to brala. Res mi je Ja. živc dvignil. Sploh, ko sem Razumem. prebrala ta komentar, tako delajo pravi prijatelji, sem samo tako, kje je ta ženska, da jo spoznam, pa da jo popleska malo. Ja, Resno. ja, Pa malo ja, na realna tla ja, spustim, okej. točno to, In točno res to. upam, da se je pač ta oseba nehala družiti z njo in se bom tudi Absolutno. malo komentarje šla prečekirati. Ja. Ne, to mi je tako nespoštljivo. Ja. Jaz si vzamem cajt, Ja. grem po tebe, ti naredim uslugo, da ti ne rabiš peš ali pa z busom hoditi do faksa in ti zamujaš, te kljub temu čakam večkrat in polka mi enkrat živc potegne in rečem, ne, lej, sorry, zdaj je bilo pa dost, zdaj pa jaz nisem pravi prijatelj. Sej to, ja. Prosim? Ne, normalno, ne, hvala, res. Pa drugače, kar se tiče zamujanja, jaz sem realno tudi oseba, ki dostikrat zamuja. Sam tako res opozorim prej, pa ne za take pomembne stvari, če že zamujam, je za to tako, ne vem, kaj random, pa tako maksimalno 10 minut.
Maksimalno pa še to redko, tako ponavadi za 5 ali pa kaj. Tako da mogoče ironično, da kao jaz zdaj kle govorim, ker že tako zamujam, sem to čist druga zgodba. Pa jaz bi razumela, meni če bi nekdo rekel, jaz bi bila tako, ja, totalno štekam, se bom potrudila, bi popravila, ali pa bi, ne vem, na koncu se sama znašla. Ker konc koncev, kakor sva razjasnili, ona dela uslugo njej. Ja, točno to. In tako da, halo. To je ful slabo, ja, ful slabo. Pa, jaz že tako mislim, glede tega zamujanja, jaz pa ful ne maram zamujanja. Jaz nikoli ne zamujam. Res redko kdaj se zgodi, ali mora biti neka nesreča na cesti, ali mora biti ne vem kaj, da jaz dejansko zamudim. To je lepo. Nikoli ne zamujam, nikoli. Nima veze, ali je to razgovor za službo, s frendi se dobimo, kakorkoli, ne maram tega. In se mi zdi tako res disrespectful, tako nespoštljivo se mi zdi od nekoga, ki zamuja. Tako pa sej, kdaj se zgodi, jaz to čisto razumem, ne? Ja. Ampak da pa ti konstantno zamujaš, pa po možnosti ti še nekdo dela tako uslugo, kot si ti zdaj to prebrala. Ja. Zamujanje je znak nespoštovanja. Marija, pa sem zelo nespoštljiva oseba. Ker jaz pa doskrat zamujam, ja, res je. Ne, jaz sem pa rekla, da mene pa to mi je pa res ena stvar, ki pa jaz nikoli ne bom zamudila. Jaz ne vem, če delam, pridem raj pol ure prej, kakor 10 minut kasneje. Štekam, ja. In grem ful prej od doma, ker itak nikoli ne vem, kaj bo na cesti ali pa kdaj se kaj zgodi. Mislim, jaz sem bila, da se malo branim, jaz sem bila včasih ful slabša o tem, tako v srednji šoli sem pa sploh zamujala. To je prišlo do točke, da so me sošolci po stran gledali, zaradi tega, ker sem toliko zamujala, da je šlo njim že v nos, ker fora pa je, da ne vem, jaz sem imela s profesorjem v srednji šoli kar dober odnos, tako bila sem pridna, besna. Ne vem, ponavadi sem drugače zmer zamujala to na angleščino, to se prav spomnim, zaradi tega, ker je bila zmer prva ura in jaz sem ful zaspan človek, jaz rada podaljšam. Ampak ja, profesorica z angleščino me imela pa ful rada, ker mi pač je šla angleščina in tudi bila sem tisti tip človeka, ki se je skozi, ne vem, kar debatiral jaz z njo. In pol, ko sem jaz zamujala, je meni ful čez prste gledala. Ja, je, upsi, a ne, in jaz sem to malo izkoriščala mogoče. Res. Jaz sem unja. Pet's favorite. Ne vem, kako se to reče v slovenščini, ampak da si ti v bistvu kot nek ljubljenček. Ja, sem bila, to je res, pri njej sem bila to jaz in tudi ostali sošolci so to dojeli in jim je šlo malo na živce in se totalno razumem. Jaz sem bila sicer tista klasična opornica, jaz sem bila tako, daj brigi se zase, če jaz zamujam, če ima mene rada, to je moj problem, to je moja stvar. Ti se ukvari sam s sabo, veš kaj mislim, a ne? Pa sodeluj malo več, pa bo tebe tudi imela rada. A veš kaj, daj brigi se zase. In imam še kar realno tak mindset, če sem čisto iskrena, jaz se nikoli nisem obremenjevala z drugimi. Pa zamujaš ali pa ne, mene briga. Jaz tebe sploh ne vidim. A veš kaj mislim? Ampak ja, zdaj kaj pa za nazaj pomislim, sem tako, okej, prav naj bo, ne? Še kar mislim tako, kot mislim sem, ja. Sem pa imela recimo probleme z matematiko, tako da tam pa nisem bila pet's favorite in tam pa nisi smela zamujati. Ne bi smela zamujati. Čeprav ti sem imela pa zmer tako neko mes in nikoli tudi nisem. Nisi zamujala, ja. Ne, jaz pa res nikoli nisem. Jaz mislim, da sem glih zadnjič se mi zgodilo, da sem šla iz radia direkt popoldne delati na en drug šiht in je bila pa fora, da je bila ful gužva. Stali smo tam. In sem dejansko zamudila pol ure, meni je bilo tako bed, meni je bilo res, jaz ti ne znam povedati, jaz sem hotela avto pustiti tam nekje sred ceste, pa je peš tja do drugega šihta, ker sem imela drugače 5 minut, ne, ampak smo se vozili pol ure, res ne maram tega. To je občudovanje vredno drugače. Ne, to pa pač jaz kakšna sem, to občudujem, ker sem res kontra. Pač ne vem, meni moraš po moje reči, da Nina, dobimo se, ne vem, ob 7, čeprav se realno dobimo tako 15-6-7, veš kaj mislim. Ampak to deluje, jaz recimo to pri Pavlu delam, ker Pavel skozi zamuja, Pavel je katastrofa in recimo enkrat zmenva, pa reče, zdaj danes te bom pa nekam v center pelu, se kao tam dobiva ob 3, ne? In jaz točno vem, kaj to pomeni. To pomeni ob 4. Tako da, a veš, jaz tudi, če tja pridem, ne vem, 10 do 4, bom njega še vedno čakala, ne? Ali pa mu pol rečem, da... Pa se pa videl, ker kregata glede tega, to je katastrofa. Ker to je pa res tukaj so pa midva toliko kontra, on je res, on je nezorganiziran, skozi zamuja, tako ne sploh te znam povedati, ker neka raztrešena smetje tam, dobesedno. To sem jaz, no. Ja, no, res, to je on. Medtem, ko sem pa jaz organizirana, točna, nič zamujanja, res vse tako po regelcih, ne? In ja, tukaj se pa mal razhajata, Ja, razhajata, mal se tepeta tukaj najni osebnosti dejansko, no. Ampak, okej, sej je prav, jaz temu rečem yin-yang. To je res, ja. Ja, sej, kva pa boš drugega. Ja, pač yin-yang, ne. Ok, da gremo še malo pogledat komentarje, kaj folk prav. To me pa zanima. Ja, mene tudi. Kaj so rekli? Sej verjetno, mislim, sigurna sem, da bojo nekako najnega mišljenja, pač tako. Se pravi, najbolj
najbolj popularen komentar je: povejte skupni prijateljici, da naj ona pelje to vajno prijateljico, ki vedno zamuja na faks. Točno Naj to. ona jo pelje, Tako. pol naj pa govorijo Ja, prav. ja. To je zelo dober point in Super, sej, tako nekako ja. so rekle za meni friend grupo, ne, ali pa pač to naredi, ja. Točno to, ja. V glavnem, ja, večinom, mislim, kakor zdaj gledam, klele se vsi dobesedno strinjajo z nama. Pač, da mora zamenjati prijateljice, da kakšno je to razmišljanje, a smo v Absolutno. srednji šoli, Ja. pač sej, več ni zapovedati, realno. Ne, jaz mislim, da če bi bila obratna situacija, bi bilo isto dejansko. Točen to, Mislim, da točen bi to. se isto počutila. Tako da ja, pač probite ne zamujati oziroma čim manj, če pa že, pa lej, vsaj sprejem odgovornost, ne. Ja, pa da prej sporočiš. Meni gre najbolj na živce to, ko folk reče, ne, sej bom samo 5 minut, Ja, se že vem, obuvam, vem. na koncu ga pa čakaš 20 minut. To gre tudi meni na To mi živce. gre pa res, dej, vsaj povej mi reč, shit, veš kaj, Ali pa zaspal kdo sem ali reče, nekaj. ja, sorry, kaj Ja, prekinem. ne, nič, pač zaspal sem in to je to, ne. Ali pa kdo reče, da bo nekaj naredil in pol ne naredi, ker ni imel časa. In si tako pa sej, le povej mi, se bom razumel. Sem jaz. Drugače nisem, sem jaz. Sem jaz. Drugače, totalno nisem ciljala na te zdaj, sploh nisem pomislila na njo, zdaj, ko Ampak- sem pa rekla, kar sem rekla, sem bila pa tako, čak to imaš. Ja, to pa sem jaz. Okay, jaz to pa sem. Ne zamujam, ampak daj, če mi pa kaj ne rata narediti, ali za službo, ali podcast, kokarkoli dejansko. Ja. Ja, ponavadi. Ti malo lažeš sama sebi in Ja. drugim, da pač ti bo ratal. Da mi bo ratal in potem mi ne rata, ampak ne sporočim pravočasno. Ja, meni gre pa to na živce, zato ker jaz to Ja, vsi razumem, razumem, ni panike, ja. sam pač povej mi, da jaz vem in bom Ja. že izrihtala po svoje. Ja, kontam, čist kontam, razumljivo. To, Ja, zdaj se se to razrešile, uživa. Uživo, ja, Ja. tukaj pred kamero. V glavnem, ja, res zanimiva zgodba. Jaz sem tudi eno. No, dej. Da slišimo. Se pravi, srednja šola ali pa faks, prva ljubezen, O, prvi parčki. da slišimo, ta zna biti zanimiva. Ja. Ta je zanimiva. Okay. S fantom sva skupaj že od drugega letnika srednje šole. Po maturi sem šla študirati v Portorož, on pa je stal v Ljubljani. Ker se čez teden nisva veliko videla, sva si konstantno pošiljala slikce, kot nek tak mini update, kaj kdo počne in kako izgleda najin dan. Cute. Enkrat mi je poslal slikco svojega psa. Bila je live fotka. Zdaj, če kdo ne ve, kaj je live fotka, se pravi v bistvu kot neka fotografija, na katero ti lahko klikneš in potem se ti predvaja kot nek par sekunden video. In ne samo, da se je v ozadju slišal ženski glas, na koncu tega posnetka oziroma slikce se je videla še ženska roka z dolgimi rdečimi nohti. Ok, lahko je prijateljica. Ok, optimistični. Takoj sem ga poklicala in trdil je, da je to samo njegova sošolka, s katero delata na enem skupnem projektu za faks. Ampak, ker mi moj šesti čut ni dal miru, sem šla v akcijo. Ženski šesti čut. Valjda. Pregledala celo njegovo follow listo na Instagramu in najdla bejbo, ki je imela na srečo odprt profil in cel highlight svojih nohtov, tako da sem takoj vedela, da je to ona. Pametno. Pogledala sem tudi njen story in videla, da je bejba prespala pri njemu doma, ker je slikala njegov kavč in psa in zraven napisala dobro jutro. Zdaj pa tukaj pride moja dilema. Ok. In sicer, on še ne ve, da jaz to vem. In iskreno, en del mene bi se mu res rad maščeval, ampak ne vem kako. Po drugi strani pa bi mu sam najraje napisala, da vse vem, ga blokirala in zaključila z njim. Tako da, zdaj ne vem, kaj narediti. Jaz mislim, da je to eden tistih primerov, ko ti kar skačeš do enega zaključka in kar sklepaš. Sej ni nujno, da je karkoli bilo. Čakaj malo, ok, samo malo. Nina hoče vse racionalizirati. Ne, Ampak enih stvari se racionalizirati ne da. In tukaj pa jaz nikoli v življenju ne bom, ne, oprosti, to me je pa kar šokiralo. Na kateri strani si ti? Ja. Prosim, a si ti na strani, halo? Lej, čakaj malo. Če bi ena ženska Okay. prespala pri tvojemu tipu, ne samo, da bi se ti tvoj tip itak lagal, ne, pa da ti Okay. sploh ne bi nič povedal, in ti bi tako čist random videla, da ona prespi pri tvojemu tipu, a bi bilo tebi to normalno? A bi na kaj posumila, mogoče podzavestno? Ok, ja, to je res, da je ni nič omenil. To je malo sumljivo, mogoče. Jaz bom samo tako povedala, meni tudi, če bi omenil, se absolutno ne bi strinjala s tem. Zakaj pa ne? Jaz ful verjamem v moško-ženska prijateljstva. Pač jaz imam ful moških frendov. Jaz v life pa se ne bi dotaknila s palco, pa če bi hotel prespati, kle, bi mu rekla prespi.
Jaz sem tudi ful velik moških frendov. Ja, no. To ni nič narobe, ampak Ja, sej. In če bi recimo tvojega moškega frenda, bejba, ti rekla, bila ljubosumna nate, čeprav ti veš dobro, da sta vidva sam frenda, on to tudi ve, pa bi on ni trdil, nič ni bilo. Pač, veš, ona bi pa kar nekaj sklepala, pač daj moraš zaupati človeku, ano. ne, absolutno ne. Lej, zdaj- Absolutno ne. Tukaj se ne bom v življenju strinjala s takimi komentarji, Okay. ker jaz presežem, če bi meni Pavel rekel, Ja. ena moja frendica bo danes prespala pri meni. Ja. V lifeu. V lifeu, pa tudi če bi rekel, da bi on na balkonu spal, pa ona v njegovi posli. Ne. In jaz vem, da če bi bila obratna situacija, če bi jaz Pavlu rekla, en moj friend bo danes pri meni prespal, mu ne bi bilo kul. Vem, da verjetno ne bi naredil take scene, kot bi jo jaz, ampak vem pa tudi, da mu to ne bi bilo ok. Ne vem, se mi zdi, da pač nek. Mislim, meni se zdi, da je ful odvisen tudi kašen, mislim, vsaj par meni je tako, kašen imaš ti odnos s svojim fantom, zato ker jaz mojemu bivšemu recimo nisem zaupala in mi kaj tazga ne bi bilo prav, sam mojemu trenutnemu fantu pa zaupam brezpogojno in bi bila najprej spi. Ne, pa se Res ne bi gre bila. samo za zaupanje. Se mi zdi, da se gre tako za neko spoštovanje, ne vem, pač tega ne delaš. A Pa veš, kaj zakaj, mislim? če sta sam frenda? Ja, ne vem, ker je čuden, da tvoj friend prespi pri Ampak, tebi ampak ti doma, pol pa- zares ne verjameš v moško-ženske prijateljstvo, če tako razmišljaš. In kako imaš pa pol ti lahko moške frende? Rekla si, da jih imaš. Joj, Nina, daj no, to bom katala. zdaj Ne smeš, to je ful dobra debata, tega ne smeš katati. Sej tako bom rekla. Jaz imam moške prijatelje in Pavel ima tudi ženske prijateljice. Ampak to pa ni zdaj tako, da bi jaz, ne vem, hodila domov k tem svojim moškim prijateljem ali pa spala pri njih, ali pa da bi Pavel hodil domov s svojim frendicam pa spal tam. Okay. A veš, kaj mislim? Tako, definitivno je v nekih mejah normale. Ja, ok. Je tako spoštljivo. Dejansko, jaz bi rekla tako, mi da spavljam, se ne da si ne zaupava, si zaupava, ampak vseeno pa hočeva biti čim bolj spoštljiva drug do drugega. Ne, sej to je res, zdaj spet to so spet zdaj ti subjektivno, a veš, mislim, spet odvisen od situacije, Ja, ne vem. pa sej enemu bo mogoče to ok, ne, pa se bo s tem če strinjal, jaz enostavno ne vem, jaz nisem taka oseba, meni neprijetno mi je, pa ne zato, ker bi jaz zdaj, ne vem, bi me bilo pa strah, da me bo Pavel prevaril ali kakorkoli, ali da bi karkoli lahko bilo, ampak samo neprijetno mi je, Okej. ne vem, ne znam ti povedati, no, ni mi prijetno. Če bi mi rekel, jaz grem z eno frendico na kavo ali pa ne vem, greva ne vem kam, ok, ni panike, da bi mi pa rekel, jaz grem pa k njej domov prespat, sorry, ne vem. Mislim, veš, to je zdaj spet taka situacija, ne vem, če bi meni Martin recimo rekel, kaj jaz vem, da je bil na treningu v Avstriji ali neki in da pač je, ne vem, tam, ne vem, kakšna toča bila, ne more dan priti, pač prespal bo proti tej kolegici, ker druge izbire dejansko Ja, nima. dober, ok. A veš, v to tem smislu ti jaz razumem. govorim, ja, okej, tako. Sam pač ja. ne pa zdaj tako brez razloga, da bi prespal kar tako mal. Ja, no, da bi pa on kar meni rekel, ja, danes bo ena frendica pri meni prespala, ali pa jaz bom pri eni frendici prespala, sorry, ne, mislim, nelagodno mi je to, a razumeš? Mislim, jaz sem imela tako recimo, v srednji sem imela enega best frenda, pač res sva bila sam frenda, on je imel tudi punco, jaz sem tako, nisem imela takrat fanta še, ampak pač ni bilo nič med nama nikoli, pa tudi ni bilo kemije, tako dejansko sam res kolega, no, in po mojem, da sem imela enkrat en movie night in da sem jaz tam zalegla na kavču, recimo, ne. Pa se to jaz tudi Pa, a veš poznam. kaj, ampak, sorry, Katarina, a veš kaj najbolj bilo nadležno, zaradi tega, ker ljudje kar niso verjeli, tako, ker vsi so bili tako njegovi frendi, ja, zihda nič ni bilo, bla. Legit nič ni bilo, mislim, tako ne vem. Vem, kaj misliš, sam, ne vem, meni malce nelagodno bi se počutila, no, če bi bila taka situacija. Pa tudi, če bi se ona dva že ne vem koliko let poznala, pa ne vem kaj, ne vem, nelagodno bi mi bilo, ne da bi zdaj jaz rekla, tebi je pa ona lušna, všeč ti je, nekaj hočeš imeti, ampak sam nelagodno ti je. A veš, Okej. kaj mislim? Tako, ja, daj pejt prespat k enemu svojemu frendu in to je to, ne pa hoditi k frendici spat. Ok. Pač lej, sej to je, če tebi nelagodno, valjda je treba to spoštovati, ne, to moraš zdaj Točno skomunicirati to, s ja. svojim partnerjem. In zdaj pa, kar se tiče te specifične zgodbe, zdaj smo malo zašli, Zašli. strasti so naju ponesle. Ja, kar se tiče te zgodbe, zdaj, ko malo bolj premislim dejansko, je tako, ja. Se pravi, ona da si konstantno pošilja te slike, a ne, torej, kaj se dogaja. In on niti enkrat ni omenil te frendice, to je drugače. Če bi Ja. bilo zdaj to tako, da je on že tako omenil, ok, se družim s to frendico, konstantno ful so se zaštekala, da bi, ne vem, bi kdaj skup selfie naredila, pa ji poslala. A veš, ker jaz sem šla tudi za pol leta, sem šla drugače živeti v Prago, naprimer, ker sem bila na Erasmus sem šla. In jaz sem tako, Martinu sem govorila za svoje frende, a veš, pa smo kdaj kaj skup posneli, pa smo mu kaj povedali v kamero, ali pa tako, ne vem, updatala sem ga, veš, Ja, kaj pa se to mislim. se mi zdi prav, ne? Ja, točno to. absolutno. In
Ja, če ni nič tam, če ni nič sumljivega tam, zakaj ne bi Točno to. povedal, Ja, zakaj za bi to frendice, zakaj bi to skrival? Zakaj bi to skrival? To je drugačna situacija, tako da ja, zdaj kar se tiče tega, ker sem malo premislila na to, kar je ona dejansko povedala v zgodbi. Če bi bilo zdaj samo to tako, ne vem, vedela je za njo, pa ve, da se ful družta, pa pač ne vem, slučajno je tam prespala, veš kaj mislim, ne. Ja. Ne, drugačno je. Jaz tudi tega slučajno je tam prespala, iskreno ne bi kupila. Okay. Slučajno je tam prespala, prosim te lepo. Ampak to, da pa pride nekdo, ne vem, k tebi se domov učiti, če je to sošolka iz faksa ali kakorkoli, pa da bi meni to Pavel recimo prej povedal, mi v bistvu še vedno ne bi bilo okej. Ne vem, jaz sem pač tak človek. Ampak to je odvisno, kakšno si. Bi pa razumela, no. Definitivno ne bi mislila, da bi tukaj karkoli bilo ali da bi me varal, zaradi tega, ker mi tega ne bi skril in bi bil iskren z mano. Ja, zdaj pa vprašanje je bilo, ali se mu maščuje in kako, ali naj ga samo blokira in zaključ z njim. Jaz bi se dobila z njim, pogovorila in mu povedala svoje in pa bi ga mogoče blokirala, odvisno bi ga hotela gledati ali ne, pač koliko sem jezna zares, a ne verjetno zelo jezna, bi ga ja verjetno blokirala ali pa se odstranila, veš, od followerjev. Maščevanje je pa tako, mogoče pol naslednji korak. A bi se, mislim, tako, da si maščevalna, v smislu, da bi te nekdo prizadel tip ali kakorkoli, pa bi mu hotela vrniti. Ja, mal ja, ampak ne tako ful. Ne ono, da bi zdaj išla, da bi res pretiravala, pa organizirala zdaj ne vem kakšno. Mogoče tako, če bi se na primer srečala v kakšnem baru ali pa kaj, pa bi mogoče tam pred njim mogoče koga malo tako poflirtala pa malo osvajala. A veš, na to foro, da je lih tako, tudi taka situacija, ne bi jaz zdaj forsirala maščevanja. Tako, če je taka situacija, primerna jo bom izkoristila, ampak ne bom pa jaz zdaj tam nekaj forsirala, pa se šla ine igrce. Maybe Nina srednje šole, mogoče, ampak zdaj Nina, odrasla Nina. Ne bi, ja. Ja, jaz moram reči, da ko sem bila v srednji šoli, sem bila kar, mislim, maščevalna. Petty. Ja, jaz sem imela, pazi to, najprej, ko sem bila na gimnaziji, ne, tega ne moram povedati. Zakaj? Ne, pazi to. Jaz sem v bistvu v prvem letniku sem spoznala enega tipa. In on je bil res tako, kako naj temu rečem, lepo. Težko najti lepo besedo. Ne moram sploh najti lepe besede. No pa povedati, kako je. Vse, kar je lezel. Ne? Okay. On je bil tak. In pol je pa nagazil enkrat na eno bejbo, ki je bila pa ful maščevalna. In je ona ugotovila, da se on pogovarja istočasno še z, ne vem, 10 drugimi bejbami. Med njimi sem bila tudi jaz. In mi je bejba pisala in je naredila cel revenge plan. Vse. Tako, a da tebe je not vključil v plan? Ne, jaz sicer nisem bila prav tako noter vključena, jaz sem se malo distancirala od tega, ker mi je bilo malo too much, iskreno. Ampak je naredila cel revenge plan. In to sploh ne vem, če lahko tukaj povem iskreno. Ne vem, zdaj pa razmišljam, kako to besedati mogoče. Ne, niti ne moram tega besedati. Zakaj? Ne, ker ne smem tega povedati, ker bo ta oseba točno vedela, o komu jaz govorim. Pa se je poslušala, no, bih takva. Dejno, povej, se ne poveš imena, se noben ne ve, kdo je. Kako naj to povem lepo, no? Ona je imela ene njegove privat slike in jih je potem sfotokopirala in jih polimala. Po mestu? Ja. O, moj bog. Mislim, ni pa objavila na internet. Je. Mislim, da je dala tudi na story, ker je bilo pa še bolj to. Je pa to, da je ta photoshopirala, da je izgledal ful manjši. Res, mislim, nočem zdaj nekaj, da podpiram to sam, a res prav to se je spomnila, da ga je zmanjšala. Jaz nisem mogla verjeti. Ne. Lej, pač, kva pa se greš? Kva pa moraš se tipkati s totimi, pa kar neki varati pa si? Pošiljaš eno in isto. Ampak čak sem malo, sorry, a sta vam bila ona razskrb, sta bila par? Ne, pač fora je, da on je res nas vse malo zavajal. Tako, to je bilo neko mutenje fora, ampak ne prav samo mutenje, ampak kao mutenje plus nekaj več, samo da dejansko nisi skupaj. Ja, to je una manipulacija, ki te kar neki za nos vleče. Pa zdaj sem hotela reči v bistvu, da zdaj, če ti nisi z nekom prav uradno par skup, koliko imaš ti zares pravice do tega, da pač karkoli pričakuješ pa zahtevaš, a veš? Ker sej dokler sam ne določiš, sej sam veš, v kaj se spuščaš na nek način. Dejstvo pa je, da mi moramo razumeti, da mi smo bile takrat stare
16, se mi zdi. Da. Ja, 15, 16. itak. In takrat ne razmišlja z možgani. Ja. Dejstvo je, da takrat res ne razmišlja z možgani. To je res, ja. Moment. Ja, pač se je zgodilo, Pa kar se ne, je pa zgodilo. sej- Ne rečem, da je prav. Ja. Jaz tega ne bi naredila. Tudi zdaj, ko pogledam za nazaj, vem, da ni bilo to prav. Ampak je pač, pa tudi smešno. Malo je sem smotana, veš, ker on je bil pa tudi koliko star? Koliko je bil on star? Isto, kot jaz. Tudi mulc, tudi 16, veš kaj mislim, in da grejo od njegove slike na internet, ker lahko ostanejo zavedno. Vem, samo Ampak ja, ti, mulc obnašal se je pa, kada da je Ja, tip, a veš. ja, sej vem, lej, na nobeni strani nisem dejansko se zelo težko kle, oziroma jo razumem to žensko, zato ker se mi zdi, da sem tudi jaz že dala to skozi, da sem bila tako z nekom, pa nisem bila uradno skrb, sem je bila tako Ja. neki in pol, pač ne bom zdaj šla v detajle, v debato glede tega, ampak pač ja, ni prijetno, definitivno. In ko še vsem se mi zdi, da znajo kakšni fantje, če so, pa tudi sej ženske tudi, no, če si ti nek playerka, kakorkoli že, pa znaš kdaj mogoče predstaviti neki kot neki več. A veš, kaj mislim, ne potrdiš točno, ok, ja, mi dva sva uradno skup, sam daš pa človeku ta občutek, da je nekaj posebenega in da pač nekaj se kle dogaja, nekaj drugač, kot s kjerokoli drugo punco ali pa s kjerkoli drugim fantom. Ti si ta, a veš, Ja, kaj točno mislim? to. In pol valjda, če se ti tako počutiš na to, tako začneš gledati, si normalno, si samo ja. človek. In ti na tak način nekoga vlečeš za nos, zraven se pa tipkaš še 100 drugimi, to valjda, da A nikoli. veš, pa takrat si še mlajši, drugače razmišljaš, Ja. ne vem, to je neka tvoja prva ljubezen, prva simpatija ali kakorkoli, ne, Ja. misliš, da bo kaj dejansko iz tega in te toliko bolj prizadane. Točno to. Tako da, ja, Ne, sej, mislim, razumem, pač, lej, shit happens. Ne, jaz res tako, to je bila ena taka moja izkušnja. No. Sicer nisem bila jaz prav del tega. Čak sama, ona je pa kva ne razumem, chat ustvarila, da to še vam ostalim pove, kaj bo naredila. Ne, ona je v bistvu samo meni to povedala. A Ona ja, mi je sorry. povedala, predstavlja se mi je rekla, da se ona dva pač pogovarjata, da je videla, da se tudi midva pogovarjava. Potem smo nekako prišli do zaključka, da obe vleče za nos. Okay. Hotela sem povedati, da ja, jaz definitivno, ko sem bila mlajša, bi rekla, da sem bila veliko bolj maščevalna. Jaz tudi. Res, mislim, tako, nisem mi zdel prav, da če dam jaz celo sebe nekomu, da me potem ta druga oseba tako izda. Ja, valjda, to da se ne. mi je zdel res tako, dejansko malo grdo, no. Ampak zdaj, ko sem starejša, valjda definitivno ne bi isto odreagirala. Sigurno vem, da če bi šla s Pavlom narazen, bi ga, po mojem, nek del mene bi ga hotel narediti malo posumenega. Ja, ja. To sigurno, ampak ne bi se mu šla pa zdaj prav maščevati ali kakorkoli, vse, ne vem, se mu nimam za kaj, no, a veš, 6 let smo skupaj, toliko smo odrasli dejansko, da Mislim, meni je ful zanimivo, ja, ker jaz sem zase drugače mogoče tisti cajt mislila, da sem zelo tako maščevalna pa to. Sam ja nikoli nič tazga ne bi naredila, ne bi padla na pamet, da bi se šla to. Ampak ja, kakšne take, kot sem že rekla, na mestu, kakšno ljubosumje. ja. To pa. To Ja. pa se mi zdi, da je tako vse ženske. Ja. Vse ženske znamo. No, tako da jaz v bistvu v tem primeru, od te bejbe tukaj, ki je imela ta primer, bi rekla tako. Jaz se sploh ne bi z njim dobila. Ti vem, da si prej rekla, da bi se s tem tipom dobila, bi se, mislim, pomenila. Bi Ali mu pa ne vem, povedala. saj napisala tako neki pač zaključek. a veš, ampak ne zaradi njega, ampak zaradi sebe, ker jaz sem tip človeka, ki rab nek zaključek, da jaz dam iz sebe, povem in čau. Ja, ne to razumem, ampak jaz sem pa tako, če bo mene en tip prevaral, če mi bo res nekaj takega naredil, jaz njemu ne bom pisala, lej, to pa to si mi naredil, ker se mi zdi, da tega ne rab, niti si ne zasluži. On točno ve, kaj je naredil, točno ve, da me je prevaral, točno ve, da me je prizadel, da to ni bilo prav. Zakaj bi zdaj jaz mogla tukaj njemu razlagati, ej, to si zasrl. Evo, ampak lih to razumem, kaj hočeš ti povedati, ampak lih to sem ti jaz hodila reči, da jaz sem pa tak človek, da ne delam tega zaradi njega, ne delam je zato, da se on bolj počuti ali pa da si on zasluži to vedeti ali pa ne vem, jaz to delam dobesedno sam zaradi sebe, pa zaradi tega, ker jaz vem, da meni to pomaga psihično. A veš, ko jaz se bom mentalno bolj počutila, če bom vse to dala ven in razložila in pol se poslovila. A veš, kaj mislim, če pa jaz sam prekinila, jaz ne imela miru, jaz bom imela feeling ne, ker jaz, to je pa ta, mogoče ta vročekrven del mene, ki mora človeka prav napast more, pa povedati tako, ej, zajebu si in boli me, a on dojame ali ne. Jaz se bom bolj počutila, ko bom tako, ej, nam rekla, kaj sem mu a veš, kaj mislim, pač to. Kontam. Poslala sem ga tja, kamor spada. Jaz bi, a veš, kaj bi pa jaz, recimo, jaz v tem primeru bi mu poslala ta screenshot,
recimo te bejbe, pa to, da vem, da je ona tam prespala in bi ga potem blokirala. Meni je pa to recimo fajn. Lej, veš, da si zafrknil, Ja, pa zadnja beseda. evo ti screenshot, nič ti ne rabim več povedati, To je ker itak dobra. že sam veš Ta je in to dobra. je to. Po ga pa blokiraš, pone si pa on misel, karkoli si hoče. Ok, ta je tudi huda. To To bi dejansko naredila. mogoče še več pove kot ne Ja. vem koliko besed. Ja. Tako da mogoče je to v bistvu še bolj. To bi tudi jaz naredila. Ja. To je tudi opcija, ki bi jo. Pošljaš, blokiraš, konc. Itak tako ali tako razlagati mu nimam kaj, ker Ja. že sam točno ve, koliko je ura, ne? Ja. In to je to. In ga pustiš. In pa v bistvu njega pustiš, da se on sekira, kaj zdaj. A smo zdaj skupaj, ali ne, a ji moram kaj napisati, a jo pokličem, a ji ne vem, pismo pošljem, ki me je blokirala. A veš, kaj mislim? Tako, Ja, valjda, ja. Mal ga pustiš tam, da se mal sekira, da ga mogoče mal bode. No? Malo bode, ja, to je res. Ja. In pol, če se slučajno srečate v kakšnem baru, v kakšni diskoteki, Tako, enega pa sam naskočiš lepotca, enega. ja, Ja. dobiš in To je pika na i. to, to je to. Ja, zdaj prav maščevala se mu pa verjetno 24-letna Maša ne bi. Dejansko, oziroma ja, kot si ti rekla, če bi se nekje srečala ali kakorkoli, verjetno bi ga hotla narediti malo ljubosumnega, ampak prav tako neko maščevanje pa ne no. Jaz drugače to ti tudi nisem povedala. Jaz sem pa, ja, se to sem ti rekla, da sem bila jaz ful maščevalna. Ja. Ampak kaj sem jaz enkrat naredila? Jaz v srednji šoli, se pravi, sem bila z enim tipom. Nič tako resnega. Pač moj prvi tip, ampak nič tacga dejansko. Ne? Okay. In ko so šla midva na razen, me je to ful prizadel. Vse prva ljubezen, prvi fant, itd. itd. In sem se mu hotla na vsak način maščevati. Zdaj pa kako se mu maščuješ, ne? Valjda, ok, s tem, da hodiš ven, bla, 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 on vidi, da ti tam živiš najboljše življenje, koliko ti je fajn. Ampak jaz sem šla en nivo višji Okay. in To hočem sem nekaj imela z njegovim ful dobrim friendom. Ja, Kaj? ja. Maša, ti hodič ti. Ja, to je bil pa jaz, meni ta friend, drugače čist v redu fant, fajn pa vse, ampak ni mi bil pa nikoli dejansko tako všeč, da bi rekla, on me pa privlač ali whatever, ne. Jaz sem samo vedela, da sta ona dva dobra frenda in ne vem, zdela se mi je dobra stvar za izkoristiti. Damn. Ja, hotla sem mu malo vrniti. Okay, lej. Tudi on ni bil angelček, to lahko Ja. povem. Ni bilo Ja, tako, verjamem, da če so si se se mu midva hotela zdaj samo maščevati. narazen, ker nista bila kompatibilna za skupaj ali bla bla bla, To je ne. drugo, ja. Dejansko ni bil mogoče glih najbolj fair do mene. In ja, sem mu tako na svoj način vrnila. On sicer tega nikoli ni izvedel. Jaz tudi tega, res recimo, ker sem se mu tako na ta način maščevala, nisem hotela, da zdaj on to zve. Ni bil to moj point. Bolj je bilo to, da sem se jaz sama pri sebi boljš počutila. Okay, no, A veš, vidiš, kaj mislim? to je tako, kot jaz, ki bi mogoče kaj Ja. napisala, da se bolj počutim. Da se boljš počutiš. To je tako v bistvu tudi zate, ker je ena Ja. stvar, ki si jo naredila zase, mogoče ne Tako. toliko zanga sploh. Ja, a ne. ja, jaz sem se v bistvu potem sama pri sebi boljš počutila. Okay, Noben ni to je vedel, kul. in to je to. To je kul, pač to potešiš to neko svojo potrebo Tako, po maščevanju. ja, Ker, a veš, ja. to je zdaj spet ta razlika, a ne? Ker če pa ti recimo se maščuješ zato, da on to vidi, da se on slabo počuti, to je pa pol tako njemu daš neko moč. A veš, kaj mislim, pač tako. Ja, Njemu daš moč dobesedno in če on slučajno še celo dojame, kaj delaš, je pa še toliko slabš. A ne, ker se pa njemu mogoče še celo zdi. Ja, Je toliko mar, da se ona zdaj menkle maščuje. Ja. A Čeprav veš. mislim, da tako tipi ne razmišljajo ponavadi. Ponavadi. Sploh ne razmišljajo. Ponavadi, tako da- meni je to že en bivši rekel. A res? Ja, da sem dejansko kao tam, ko sem se z enim tam malo poljubčkala v enem baru in rekel, kao, ja, to si naredila samo zato, da jaz to vidim. Čeprav ni bilo čisto res to. Mogoče je sam hotel to slišati iz tvojih ust. Mogoče ne? res, sej ni, Ja. sej ni, brez skrbi, da ni. Ampak ja, pač nisem dejansko sem za to naredila, verjetno ni bilo pa malo tega tudi tam, a ne. Ja, točno to. Tako Okej. da, ja, ampak se pravim, 24-letna Maša, 27-letna Nina, nikoli ne bi tega zdaj naredili. Res. Da razjasnemo. Ja, veš. samo da razjasnimo. Res, Ali mislim, da smo obedi prišli do te točke, da ne bi, mislim, vsaj jaz vem presebno, da jaz se ne bi več tako obnašala, kot Ja, sem ja. se recimo v srednji šoli, vsem sem dala veliko stvari čez, zdaj sem že malo starejša. Bolj, kar razlagaš, manj ti verjamem. Ne, pa dejno, resno. Hecam res. se, ne se vem, Res, se mi malo res. zjeba, malo mora zjebati, ampak ja, ne se strinjam z Mašo in jaz isto. Veliko doživiš, odrasteš in pač so ti take stvari malo te minejo, a ne? Ja, tako, ko Tako da gledaš ja. nazaj, si res rečeš, fakt, mogoče sem bil kretena, ne? Ja. In to je dobro, da se tega zavedamo, da znamo sami sebi priznati, da smo in Na tak način rastemo. rastemo. Točno tako in se učimo. In zaključva tole debato pri tem in greva na naslednjo zgodbo. Okay. Torej, zdaj sem jaz na vrsti, a ne? Tako je.
Torej, celo življenje sem si želel Jordanke, ampak moja mama si jih pač ni mogla privoščiti, zato mi je naročila ponaredek z ene spletne strani. Vem, da so ponaredki, ampak iskreno ne zdijo se mi spet tako slabi. Danes sem jih pa prvič obul v šolo in folk se je začel norčevati. Govorili so, da so fake, prosili, da naj jim pokažem neko peto, ker se tam pač dojame, se smejali, celo moji prijatelji so se jim pridružili. Čisto sem razočaran, ker sem bil zjutraj ful navdušen, zdaj se pa počutim kot en idiot. Ne bi se vrnil v šolo, pa še teh čevljev ne bi več nosil, čeprav so mi bili prej res všeč. Vem, da niso originalni, ampak a res to toliko šteje, a res gledajo toliko grozen, ne vem več, kaj naj naredim. Ne. Da samo tukaj razčistimo in razjasnimo, ne zgleda to grozen, kar nekaj je, folk se itak, sploh otroci se mi zdaj se zapičijo. Vsak drek. Res, čisto vsako stvar. Meni je tako, kar se tiče tega norčevanja. Meni je, jaz si sploh ne znam povedati, koliko jaz to preziram. Jaz ne maram tega, da vidim nekoga v neki taki situaciji, kjer ga drugi zbadajo. Ne, meni se toliko živc dvigne, jaz bi lahko človeka dobesedno zadavila. Lahko bi ga udarila in tudi sem ga že, v osnovni šoli sem dejansko enega fanta udarila. What? Ja, a povem to zgodbo? Ja, povej. Okay, se pravi, bil je en fant na naši osnovni šoli, njegov oči je bil po poklicu smetara, ne? Torej pobiruje smeti. In nič narobe s tem, realno, totalno spoštovanje vreden poklic. Sam otroci bojo otroci in so se zabavali, oziroma ta sošolce en se je zabaval iz tega fanta, v smislu, kaj njegov oči dela za poklic, koliko slabo, ne vem kaj. In sem mu rekla, ne vzame nazaj, ne, pač on tam malo se pa ni znal braniti, malo je bil bolj tako, oziroma tudi, mogoče se ni znal postaviti zase, ker je hotel spadati, a veš, hotel je biti del družbe, a ne. In in on se ne bi bil kao, prijatelja ne bi bila kao, veš, in se je tako zabaval iz njega in sem mu pač rekla, ne vzame nazaj in on je bil tako, kva ti kar nekaj težiš, sikaš, ne vem kaj, ker sem dostikrat znala tako zasikati ljudem, pač dostikrat sem znala. In in pač se je začel tam krekati z mano, tako skočil mi v nos, tako kar neki so se tam mal in pa sem ga pač udarila. Zato sem ga udarila, ker je dejansko ful prišel v moj oseben prostor. In ti ni bil prijetno. Ja, in pol vem, da je imel malo plavico in ne vem kaj in se je pač pritožil, da sem ga udarila, halo. In pol sem jaz pojasnila pač situacijo, kaj se je zgodilo in so razumeli dejansko, ne, pač so rekli, ok, fizično ne obračunavamo, ampak tudi oni konec koncev fizično meni skočil v moj oseben prostor, ni bil tako, a ne, pač odmaknem se, veš. Tako da dejansko sem se pač postavila za tega fanta in sem še zdaj ful ponosna na to in pač nasplošno ne morem tega, ampak veš, kaj pa najbolj žalosten del, da, zdaj otroci, če poslušate, take stvari se ne končajo za res srednjo šolo, se mi zdi, da ti to kar sledi v življenju. Tako, ti lahko dejansko tudi v službi naletiš na ljudi, ki te bojo v narekovajih bulijali. A veš, pa bojo poklikani, pa bojo, a ne, povsod, faks, služba, ne vem, kakšna prijateljstva, odrasla, kakorkoli že, ne vem, meni ljudje nikoli ne odrastejo, se mi zdi, ampak odrasteš pa mogoče ti in znaš to malo bolj sprocesirati. Ja, in se spopadati s tem. In jaz mislim, res si želim, da bi tega fanta dejansko, to je zdaj taka stara objava, ne? Ampak želim si, da bi mu lahko napisala, pa mu rekla, da ne se sekirati v tem trenutku. Vse je okej. In dejansko tudi to, a veš, da, mislim, pismo njegova mami se je potrudila za te čevlje, a veš, očitno nimajo veliko denarja doma, ona je verjetno dala, kvaj si in zadnji cent, že sam za ponaredek in da se oni tako pol norca delajo, mislim, ko jih da nam rekla, kva, resno. Absolutno. Pa otroci, zakaj so eni otroci tako grozni? Jaz nikoli nisem bila tak otrok. Jaz to ne štekam. Ne, jaz tudi ne. Jaz nikoli nisem bila eden izmed teh, kako naj temu rečem, nesramnih punc v šoli, ki so zbadale druge ali kakorkoli. Res, to mi je bilo pa tako zmeri. Čeprav se mi zdi, da mi sploh tako nasplošno na osnovni šoli, srednji šoli nismo imeli dejansko teh grupic, ni bilo tako nekih nesramnih punc, prijaznih punc ali kakorkoli, no, se mi zdi, da smo se kar vsi dobro razumeli. Ampak sem pa, a veš, delam z otroci recimo. In vidim to. In mi je res prav grozen mi je, ne razumem tega, mogoče zaradi tega, ker sama nisem nikoli tega počela in je pol mogoče to malo težje razumeti, zakaj se neka grupca parih posameznikov sprav na nekoga. Ne vem, to je neko ljubosumje ali nekaj, jaz ne vem. Ker recimo v tem primeru v moji osnovni šoli, to sta bila dva fuzbalerja in pač ta, ki je imel očeta smetarja, je bil boljši fuzbaler, realno, tako ful je bil talentiran, ne. In to je mogoče to ljubosumje, mogoče udarilo ven, a veš, od unga fanta, ne, ker pač
A veš, vse pa, ko za nazaj pogledam, jaz sem imela dostikrat tudi kakšne situacije s prijateljicami, ne vem, moja takrat najboljša prijateljica, vem, da je z eno drugo prijateljico sta mi ukradla telefon, ker, by the way, mi doma tudi, jaz nisem odraščala v bogati družini, dejansko tako pač normalno, ne, ampak tudi mi smo si kdaj kaj težko prvoščali in tudi mi je ful ta telefon pomenil, da sem ga sploh dobila in ste ga vrgli v kanalizacijo. Kva? Ja. A pa to resno? Okay. Ja, resno, ja. Najprej ste ga ukradli in potem ste stekli stran, pa, sorry, ni bila lih kanalizacija, malo pretiravam, jašek je bil. Tako da se ga je pol dal ven dobiti. Dal se ga je ven dobiti. Ne spomnim se, je bilo mokro, a je bil uničen ali ne, ampak ja, to ste naredili. Stekli ste stran, jaz sem šla zanimati. Sklepala sem, da kaj jo bom enkrat ujela, a veš, da v ta dale, a ne? Čak, sem kaj bila pa fora, če ste bili tvoji frendici, zakaj ste zabavali ste se. Šala. Ja, in ste ga vrgle v... ja, in pač tako vem, da tudi že tisti cajt je moja mami za dost mojih prijateljic vedno mi govorila, to niso tvoje prave prijateljice. In to je ta nek materinski čut, se mi zdi. Itak, ja. Vedela je, ampak jaz valjda nisem poslušala, jaz sem tudi zelo navezana oseba, pač jaz, če te imam za frenda, jaz bom res ubijala zate, veš, kaj mislim. Ja. In pač zelo težko spustim in jaz sem pač nekako iskala izgovore, pa to, tako tudi ljudje, s katerimi sem odraščala, veš, to so ti kar, ne vem, sestre, bratje, veš, tako. Ja, razumem. Mislim, mene v bistvu najbolj me je mogoče šokiralo to, ker jaz sem zmeri mislila, ne vem, ker sem bila v osnovni, srednji šoli, ne, da mogoče to neko medvrstniško, psihično nasilje, verbalno nasilje, ali kakorkoli se dogaja dejansko samo, ne vem, v osnovni ali pa v srednji šoli. Pa ja, kakor si ti rekla, ker recimo odrasteš, dobiš neko službo, pa vidiš, da se to dejansko dogaja tudi tam. Ja. In to je tisto, kar je pa mene najbolj šokiralo, presenetilo in kar me dejansko tudi boli, ker jaz sem se zmeraj mislila, ok, pač to je neka stvar, ki jo imajo otroci, to oni počnejo, ampak mi odrasli, ker smo pa že toliko zreli, ne, pa valjda tega ne počnemo. In ni res. Ni res. A veš, kaj je še najslabše, da se mi zdi, kot pri otroci se vsaj malo bolj dojame. Odrasli so pa znajo biti zviti in se manj dojame in je manj očitno in je kdaj še huj v bistvu za tega. Prikrito. In ne vem, tako kolikrat se mi kdaj tudi zgodilo, ne vem, v kakšnih situacijah, ne vem, recimo tudi v srednji šoli, ker sem imela tudi neke pač toksične frende pa tako, da sem jaz mogoče izpostavila kaj, ampak to drezanje, to zajebavanje je bilo tako prikrito, da če sem jaz komorkoli kaj rekla, so bili vsi tako, joj, Nina, mogoče pa ti malo pretiravaš. Ja. A veš, dejansko, jaz sem videla stvari, samo noben drugih ni videl. Ja. Pač, ali pa jih je saj, maybe ena oseba in sem lahko tej osebi malo povedala, drugače, in pol je bilo to tako prikrito zajebavanje v glavo. Ja, vem. In se mi zdi, da to je skozi, a ne, ker ti kot odrasel človek pač skozi malo bolj znaš tudi se iti, a ne, in to se pol lahko še nekaj ful hujšega spremeni. Ja, pa dejansko za to zgodbo mi je dejansko ful žal tudi za njegovo mami, iskreno. Upam, da pač ni zvedla za to, da ji ni povedal, ker ne vem, prav predstavljam si to eno ubogo mami, ki je tako, ne vem, kupla, bila vesela za svojega sina in pol zve, da ga zajebavajo v šoli zaradi tega. Mislim, če bi bila jaz mami, meni bi bilo kar malo hudo tako. Ne, res, a veš, pač ti se potrudiš, nekaj daš, ne, dejansko in potem ga še zaradi tega zafrkavajo. Čeprav mu nekaj kupaš, da bi otroka usrečil. Ja. Grozen. Ampak teh primerov je pa fulno. To pa vem, saj pravim, to pa, kad delam z otročki, no, to pa vem. In je grozen. In zato se mi zdi, da je prav, da prvič se čim več o tem pogovarjamo, se ozaveščamo, kar se tega tiče. Tudi prav se mi zdi, da če se ti karkoli takega dogaja, če si mogoče v stiski, da prideš do nekoga, da mu poveš. Dejstvo je, da kdaj, pač vseh situacij žal ne moramo rešiti sami. Res je, to je dejstvo. In to je normalno, ne rabite biti sram zaradi tega nikoli, ne. Absolutno, tukaj se čisto strinjam. In zato je pomembno, da če se tako počutiš, da če si v stiski, da greš do nekoga, nima veze, je to tvoja mami, oči, mogoče kakšen učitelj v šoli, ne, svetovalna delavka, ampak da greš do tja, da poveš in da se potem pač mogoče te stvari poskušajo rešiti. Ja, se strinjam, ja. Je pa zelo pomembno, da se o teh stvarih pogovarjamo, da čim več debatiramo in da če do česarkoli pride, ne, kot sem povedala, da se o tem tudi obvesti druge. Ja, se strinjam. Tako da ja, to v bistvu se mi zdi, da so skrs tako lepo temo zaključili. Ja, drugače sva, ja, se mi zdi primerna za konc. Absolutno. Zdaj se nama na žalost mudi nekam drugam, imamo obveznosti.
Pač res te dni je to kaotično, da glava peče, to eni stvari se dogaja. Jaz sploh dihati ne morem, iskreno. Zdaj niti Kamaša gre, dejansko sem druge opravke, ne morem se niti spočiti, moram nadaljevati s svojim delom. Ja, veš, kako bo šla z avtom do doma, po mojem 150 po avto. Sej ne bom. Veš, da, jaz se nikoli ne drvim, no, ampak se mi pa res ful mudi in po mojem me bo Pavel ubol. V glavnem, hvala, da ste poslušali tole epizodo. Upam, da vam je bilo všeč. Se veš, karkoli, če imate zapovedati, komentirajte. Lahko nam tudi zasebno pišete, lajkajte, šerajte, vsaka interakcija prav pride. Pa če imate kakšno svojo zgodbo, kakšno svojo izkušnjo, pa da rabite mogoče na svet. Ali pa ne vem, samo da je nora izkušnja, pa da rabite deliti, da se lahko o tem malo govori, da se malo pohecamo, mogoče tudi to prav pride. Ja. Nama pište in se vidimo naslednjo epizodo. Čau, čau! A ti to resno?